Dobro jutro, Marko. Kako? Dobro jutro, v redu, kako si ti? V redu, samo slušalke moram popraviti, samo sekunda. No, medtem ko ti popravljaš slušalke, moram povedati vsem, ki nas poslušajo in nas boste mogoče še poslušali, da smo preskočili žal eno tekmo zaradi bolezni, dva so obležala, tretji ni imel cajta. Nadaljevali bomo spet z vsako tekmo po zmožnostih, zdaj mislim, da čakamo samo še na okrevanje Blaža, midva sva pa že v redu. Oziroma ti si rekel, da se te nekaj loteva, ali kaj? Ja, zdaj taka sezona, čas viroz, pa ja, tudi jaz čutim, da se me nekaj loteja, ampak bomo že. Ne bomo jamrali zdajle v tem, na tem spaceu. Dajva kar začeti z analizo te tekme proti San Antonio Spursom. Četrtfinale pokala, zdaj so Lakersi izpadli iz pokala in igrajo, če se ne motim, v nedeljo proti Sansom, ki so danes tudi izpadli proti Oklahoma City Thunderjem. Bova nekaj o tej tekmi rekla, potem še nekaj o tistem podcastu Richa Paula, LeBronovega agenta, ki je bil tudi precej zgovoren, pa se lahko v bistvu tudi na to tekmo navežejo, ampak ja, dajva najprej o tej tekmi, razlogih za poraz Lakersov, razlogih mogoče za skrbi Lakersov v tej sezoni, glede na to, da se zdaj določeni vzorci že tako dolgo ponavljajo, oziroma smo videli že dovolj podobnih tekem, da je to ena resna težava, namreč hitre atletske ekipe, nasprotniki, ki imajo tudi dobre strelske ekipe. Če take ekipe dobro mečejo proti Lakersom, se vidi, da več ali manj vsako tako tekmo Lakersi izgubijo z dvoštevilčno razliko. Tekma proti Sansom je bila zelo podobna kot ta proti Spursom, pa proti recimo Hawksom, tudi zelo podoben poraz in tudi zelo podobne ekipe po stilu in profilu igralcev, ki jih imajo. In to je zdaj, Marko, ja, en problem, ki se ponavlja, ampak kaj si ti videl na tej tekmi za začetek? Ja, kot si rekel, Lakersi so izgubili za 13 pik, 132 proti 119, dobiti kar 132 pik od Spursov doma v Los Angelesu brez Wembanyame kaže res na to, kakšne težave imajo z ekipami, ki si jih omenil. In to niti ni taka razlika, ki bi kazala na dejansko moč Spursov proti Lakersom, kajti Spursi so vodili največ za 24. Po prvi četrtini sicer zaenkrat samo za 9, Lakersi so celo za 6 povedli z dobrim kroženjem žoge. Luka je že od začetka dajal hitro žogo od sebe, vsi so bili vključeni v napad in tudi obramba je kar delovala. Ampak potem je vstopil Keldon Johnson, dal v 4 minutah 10 pik in takrat se je začel preobrat Spursov, ki so na koncu prve četrtine, kot rečeno, vodili že za 9 pik. V drugi četrtini so zadeli še par trojk, Lakersi so zgrešili 6 zaporednih metov in prednost je narašla že na 14. Potem se je JJ Redick odločil, da bo LeBron poskusil z par solo akcijami približati Lakerse in to mu je kar solidno uspevalo. Potem je še Luka, podobno kot LeBron, izkoriščal drop obrambo od Spursov. S pick and rollom so se kar približali že na 10, ampak na koncu drugega polčasa spet odigrali slabo v obrambi, šli na 12 pik zaostanka, tretja četrtina je pa sploh bila slaba, že po 2 zaporednih trojkah Spursov je bilo plus 18, Lakersom ni kaj dosti uspevalo. Če gledaš statistiko, v bistvu niti ni nikjer, ko bi rekel, tačne številke, ko bi lahko povedal, bili so boljši v temu ali pa v temu ali pa v temu. Zelo so bili izenačeni v večini stvari, razen v prostih metih. Tu se vidi, da niso uspeli zaustavljati hitrih branilcev, predvsem Kessla, Foxa in delno tudi Harperja, ki sicer ni imel dosti prostih metov, ampak jim je vseeno povzročil veliko težav.
Na koncu razlika v prostih metih, Spursi so jih vrgli 36, Lakersi so jih vrgli 23, zadeli 17 proti Spursovim 29 in to je že 12 pik razlike, ki je na koncu naredilo največjo razliko, če se lahko malo ponovim. Sicer so se Lakersi proti koncu tretje četrtine malce približali, San Antonio je začel podvajati Luko, kljub temu, da se je do takrat odločil, da bo Luko raje držal samo z enim branilcem in Luka je to izkoriščal, sicer ne preveč podajal, normalno zato, ker je videl, da lahko 1-1 odigra skoraj vsako akcijo in bil temu kar uspešen. Ampak, ko so ga začeli podvajati, je on podajal Smartu, Smart je to odlično izkoriščal in zadev kar 8 trojk od 14 metov, torej 26 točk iz klopi v 28 minutah. Ampak en izmed velikih problemov je tudi klop Lakersov. Smart je zdaj prišel nazaj po nekaj odsotnosti nekaj tekem in sicer dal 26 pik, ampak iz klopi razen Smarta so pike dali samo še Knecht pa Hayes, 5 vse skupaj. Torej brez Smarta 5 pik iz klopi za Lakerse. Pa če daš stran garbage time, tisto zadnjo minuto točke Knehta, v bistvu je samo Hayes dal 2 piki poleg. Če ne bi bilo Smarta na tej tekmi, bi bila razlika v točkah še dosti več, tako Mislim, ker klop Spursov je dala skoraj 50 pik, tako da to je standarden problem. Ja, in edini, ki jim je konkuriral, kot rečeno, je bil Smart. Hachimura je imel spet samo 4 mete, 8 pik, sicer natančen za 3, 2-3, torej 2 zadete trojke iz 3 metov. Spet pa je precej zatejil Austin Reeves, ki v prvih 3 četrtinah skoraj ni prišel do točk, potem je začel nekaj zadevati, dosegel 15 točk iz 16 metov, ampak le en prosti met, pri njemu smo navajeni, da jih lahko ima tudi po 8 ali celo 10. Bil je agresiven, mogoče ne toliko, kot smo navajeni, ampak prav dosti na njemu niso klicali prekrškov. 7 podaj, 8 skokov, 3 izgubljene žoge, ena blokada je statistika Austin Reevesa, ki že iz prejšnje tekme ostaja kar pomemben, ko bi rekel, dolžnik glede točk. Namreč, kot smo rekli, Lakersi ne zadevajo dosti trojk, zadevajo dosti izpod koša in če en izmed takšnih, kot je Reeves, zateji, potem je težko dobiti iz kjerkoli točke. Zdaj sicer Marcus Smart 8 trojk, ampak Marcus Smart ne bo zadev 8 trojk vsako tekmo. Ne bo. Marcus Smart ne bo in če ne bi zadev na tej tekmi teh trojk, če ne bi imel res odličnega meta za 3, bi Lakers izgubili še z večjo razliko. Kot sva rekla, bi bila ta razlika v točkah sklopi verjetno skoraj tam 50-2 v korist San Antonio Spursov. In mislim, s Smartom je v bistvu treba začeti, ker v njemu smo dosti govorili tudi zadnjič, ko smo govorili malce na širše o Lakersih na tistem spaceu o tradu Janisa, trade zahtevi Janisa. In se vidi, kakšen plus je za ekipo. Govorili smo tudi že o teh line-upih, postavah, peterkah, koliko boljša je prva peterka s Smartom namesto LeBrona. Je razlika več kot 20 točk med tema 2 peterkama in se vidi, v bistvu v vseh kombinacijah je Smart pač tisti profil igralca, tak igralec, kot jim manjka in tudi zaradi tega seveda lahko dela tako razliko, tudi ko na tekmah, ko recimo mu met ne steče in je v bistvu v to sezono bilo več takih tekem, kot pa takih odličnih strelskih tekem, ampak če zadane vsaj tistih, ne vem, 35% trojk, ki jih vrže, je svojo obrambo lahko že velik plus za ekipo. Ampak pri Smartu je pa problem in ne vem, če si poslušal njegovo izjavo pred tekmo, po zadnjem treningu je govoril z novinarji in nekako govoril o tem, da pač bo treba njegove minute to sezono pač nekako zelo konzervativno uporabljati, oziroma
ni igralec, ki bi lahko igral po 30 minut ali več na tekmo, vsako tekmo v takem ritmu, kot je v NBA ligi. Treba je njegove minute, ko jih lahko seveda šparati, in zagotovo bi na tej tekmi lahko igral tudi več kot 28 minut, če se ne bi, oziroma bi ga rabili, da bi igral več kot 28 minut, če ga ne bi seveda JJ na nek način šparal in poskrbel za to, da je njegova minutaža nekaj nižja. V 28 minutah so bili Lakersi z njim +2, torej dobili so njegove minute na parketu, izgubili so tekmo za 13 točk, ampak Luka je bil tudi -2, tako da predvsem za voljo teh minut, ki sta jih seveda s Smartom skupaj igrala in tem pick and popu, ki je zelo dobro funkcioniral, še posebej potem, ko so se Spursi odločili podvajati Luko. In to je tudi vedno nekako voda na mlin, olje na ogenj napadu Lakersov. Takrat njihov napad najbolje steče, ko nasprotnik podvaja, ampak to so počeli šele potem intenzivno v zadnji četrtini, v tretji četrtini nekaj več, ampak predvsem v zadnji, v prvih dveh pa skoraj nič. In takrat je seveda tudi Luka, tako kot ponavadi, izkoriščal to in učinkovito dosegal točke, ampak na tej točki je več ali manj že jasno, da ta prva peterka Lakersov ne funkcionira. Luka, LeBron, Reeves, Hachimura in Ayton skupaj ne morejo zaustaviti, še posebej tak profil ekip, kot so recimo Spursi, pa omenili smo prej že Sunse ali Hawkse, torej hitre atletske ekipe, eksplozivne ekipe, ki igrajo hitro, in če potem še dobro zadevajo za 3 točke, kot nocoj Spursi, ali pa kot zadnjič Sunsi, ali pa kot Hawksi, recimo na njihovi tekmi, je potem to skoraj da po pravilu blowout, oziroma poraz z zelo visoko razliko. In tukaj bo JJ mogel narediti neko spremembo v prvi peterki. Zdaj vprašanje je seveda kakšno. Smart, videli smo tisti line-up data, te podatke v prvih peterkah, omenil sem to razliko med Smartom v prvi peterki v primerjavi z LeBronom, ampak LeBron seveda v igro ne bo prihajal s klopi. To je edina poteza, kjer JJ nima te avtoritete, da bi jo lahko potegnil, in na nek način bi v tem sistemu seveda bilo bolje, in tukaj se lahko navežem na tisti podcast Richa Paula, v katerem je dal kar nekaj zanimivih izjav, bil mogoče celo preveč iskren, oziroma ne mogoče. Zelo nenavadno je, da agenti tako govorijo o ekipah klientov, ki jih zastopajo, ali pa nasploh igralcev v ligi, da dajo take izjave, ampak vemo, da je Rich Paul seveda tukaj poseben primer na nek način, in na nek način tudi izjema, ki potrjuje seveda to pravilo, da agenti tega ne bi smeli početi, ker lahko to seveda vnese v ekipo tudi nemir, razdor potencialno. Namreč Rich Paul je rekel tudi, da bi mogoče mogel AR v igro prihajati s klopi. Kot 6. igralec, označil ga je za neke vrste Ginobilija, rekel, da bi kot sixth man v ekipi, v šampionski ekipi, v pravem kontenderju on prihajal v igro s klopi, ampak zdaj, če sem jaz seveda Austin Reeves, bi me to motilo, no, milo rečeno, mogoče celo več kot motilo, ampak mi zagotovo ne bi bilo všeč, da v pogodbenem letu me nekdo, ki je tako vpliven seveda, in agent igralca, ki ga agent pač LeBrona v ekipi, za katero seveda AR igra, ja, milo rečeno, ni najbolj higiensko, no, da take izjave niso najbolj primerne in niso dobre, ampak po drugi strani pa zdaj ravno o tem debatiramo. Na koncu dejstvo je, da je Rich Paul v bistvu rekel tisto, kar je jasno vsem, ki spremljamo Lakers, da tej ekipi manjka atleticizma, da jim manjkajo kakšni 3&D igralci, manjka jim
zanesljivih, dobrih obrambnih igralcev, point of attack defenderjev, ki lahko dobro pokrijejo nasprotnega organizatorja oziroma glavnega ball handlerja in ki lahko obenem seveda na drugi strani zadevajo odprte trojke. To je zdaj ena stvar, ampak druga debata je pa, kaj lahko naredijo seveda zdaj s to postavo, ki jo imajo, in tukaj je Rich Paul potem seveda omenil to potezo z AR-jem, da bi šel na klop, in dejansko zdaj na papirju se zdi to več ali manj logična poteza oziroma poteza, ki bi jo lahko probali, ampak zdaj že spet v pogodbenem letu JJ verjetno AR-ja ne more na klop poslati. Tako da je potem v bistvu edini resen kandidat za spremembe v prvi peterki Rui Hachimura. In jaz tudi pričakujem, mogoče ne že v naslednji tekmi, ampak če se bo ta vzorec ponavljal, in kot smo omenili, zdaj naslednjo tekmo igrajo proti Sansom spet, bi verjetno ravno potrebovali neko tako spremembo v prvi peterki. Ne vem, kaj misliš, Marko? Mislim, da če že imaš v prvi peterki igralca kot je Rui Hachimura, na katerega računaš, da bo vrgel največ trojk, bi ga bilo treba sigurno malce boljše izkoristiti. On igra namreč 33 minut na tekmo in vrže samo 4 trojke na tekmo. Proti Luki, ki jih vrže recimo več kot 10, in Austin Reeves jih tudi vrže precej več kot on. Poleg tega, da vrže samo 4 trojke na tekmo, ima le 3 skoke na tekmo, 4 skoke na tekmo, to je najmanj v njegovi karieri. Ne vem sicer, zakaj je tako, ampak vsakeč, ko gledaš Hachimura, se ti zdi, kot da samo stoji na trojki, čaka na podajo, in to je dejansko vsa njegova vloga. Mislim, da če ga ne boš boljše izkoristil, res bolje, da igra Smart namesto njega. Čeprav potem bo verjetno klop še bolj boga, in to je ena izmed stvari, ki zelo, zelo manjka Lakersom. Mislim, v bistvu je edina možna poteza na nek način, glede na to, da tukaj ne gre pač samo za recimo neke avtonomne odločitve JJ-ja, ampak je tudi politika zraven, če tako rečem. Mislim, AR v pogodbenem letu, LeBron je LeBron, njega seveda ne morejo na klop poslati. Tako da potem preprosto skozi proces eliminacije prideš do Ruija kot edine možne potencialne opcije, in tudi zaradi tega, ker nekako LeBron in Rui, pa tudi Luka, vsi v obrambi igrajo isto pozicijo. Vsi v bistvu so najboljši pri pokrivanju šterk, mogoče trojk, potencialno, ampak še bolj šterk. In tukaj še posebej recimo Rui in LeBron se mi zdi nekako ne moreta več pokrivati hitrejših igralcev, in je treba tukaj pač že zaradi obrambe narediti neko potezo, in potem seveda z vnosom enega, omenil si pač njegove trojke, ampak v obrambi je Rui bolj pogosto kot ne kar konkreten minus. In zaradi tega seveda je nekako edina možna poteza tukaj, da ga probajo zamenjati z Marcusom Smartom, ampak potem pa pridemo že spet do tega, da pač tem, kar smo govorili, da Smart ne more igrati po 30 ali več minut na tekmo, tako da kljub temu, da če bo recimo startal na naslednjih tekmah, še vedno bo moral JJ njegovo minutažo recimo primerno odmerjati oziroma paziti na to, da ne igra preveč, ker drugače seveda ne bo že spet hitro staknil, niti ne poškodbo, ampak zdaj je imel težave s hrbtom, ki so v bistvu posledica preobremenjenosti, prevelike obrabe, in do tega pri njemu pride že tam, če igra recimo blizu 30 minut na tekmo, par tednov zapored. Zaradi tega ga morajo seveda šparati, in tudi ko bo igral v prvi peterki, bo še vedno, se si omenil, na nek način potem isti problem s klopjo. Tukaj morajo najti kakšne ukrepitve, no, in tukaj je v bistvu Rich Paul imel prav. Zdaj, drugo je seveda to, da take izjave za agenta niso primerne, to sem rekel, ampak čisto iz košarkarskega aspekta je pa imel več ali manj prav in ni zgrešil z temi izjavami. Mogoče pa s tem želi tudi nekako vršiti nek dodaten pritisk na front office, na Pelinko,
da naredijo neke spremembe v postavi. Vsaj jaz sem v osnovi na nek način te izjave tako interpretiral. Kaj bojo pa lahko Matej, naredili? Ja. misliš, da LeBron ni vedel, kaj bo on povedal na intervjuju? Mislim, ne vem, če ga Rich Paul poklical pred tem podcastom, to niti ni intervju, Marko. To je podcast, ki ga zdaj, ki ga gosti s Kellermanom, tem nekdanjim sovoditeljem Stevena A. Smitha iz First Take-a. Rich Paul pa LeBron James očitno normalno, dosti govorita. Rich Paul ve, kaj misli LeBron o Lakersih, LeBron ve, kaj misli Rich Paul o Lakersih. In če Rich Paul pove nekaj, kar ve, da tudi LeBron misli, je dejansko potem to lahko delno tudi LeBronova kritika moštva, ne samo njegova. Ja, ne, vsi seveda razumejo to, kar Rich Paul pove, tudi če recimo ni govoril z LeBronom, ali pa tudi če bi LeBron imel drugačno mnenje, pa mislim, da ga nima, da imaš seveda prav, Marko, ampak tudi v tem primeru bi seveda vsi nekako razumeli, ker Rich Paul ni samo agent LeBrona Jamesa, ampak je prijatelj že od otroških let dalje. Tako da se poznata že več kot 30 let in sta seveda tesno povezana ne samo poslovno, ampak tudi zasebno. Tako da zaradi tega seveda vsi razumejo te njegove izjave, kot da prihajajo od LeBrona Jamesa oziroma kot da on govori za LeBrona Jamesa. In se na nek način zdaj že spet ni rekel nič, s čimer se vsaj iz košarkarskega vidika ne bi strinjal. Če želijo postati zdaj, rekel je, da ne morejo s to postavo premagati niti Rocketsov in Nuggetsov in da ne morejo niti v finale konference, v finale Zahoda pridati. Zdaj, to nisem povsem prepričan, ker vidimo, da seveda OKC, Oklahoma je glavni kontender, glavni kandidat za naslov in je potem konkreten prepad med njimi in ostalimi ekipami na Zahodu, ostalimi ekipami v ligi pravzaprav, ampak če gledamo samo Zahod, je OKC konkretno pred drugimi ekipami, ampak v tistem drugem razredu recimo ekip, ki lahko računajo recimo vsaj na možnost, da pridejo v finale Zahoda, pa bi dal Lakers zraven recimo Nuggetsov, Rocketsov, mogoče potencialno še Spursov, pa če se še kakšna ekipa temu pridruži, bi rekel, da je na Zahodu ta drugi razred ekip, ki lahko pridejo recimo v finale Zahoda, relativno širok, no. Je tam 4-5, mogoče celo 6-4-5 vsekakor ekip v tem rangu in tukaj mislim, da je tudi odvisno od tem, kaj bodo te ekipe med sezono naredile, seveda zdravje in vsi ostali faktorji, ampak tukaj mislim, da bi lahko recimo Lakersi za kakšnim pravim tradeom, z tradeom ali dvema, ker bi pripeljali, pokrpali vsaj deloma te luknje, ki jih imajo, lahko malce zmanjšali razliko napram Oklahoma City Thunderjem in mogoče malce izstopili iz te skupine drugorazrednih ekip. Ampak v osnovi je pa Rich Paul imel prav, ko je rekel, da niso Lakersi pravi kontenderi, ker seveda v tej sestavi ne morejo premagati Oklahome. Preprosto nimajo dovolj in je razlika do Oklahome tako velika, da pač iz tega aspekta ima prav. Ampak zdaj pridemo seveda, ja, izvoli. Če domnevamo, da je kritika Rich Paula tudi delno kritika LeBrona, kot da bi malo poslušali tudi LeBrona, se moramo potem vprašati, kaj si LeBron želi. A bo LeBron igral še naslednje leto v Lakersih in počakal, da se to leto izboljšajo, ali mogoče želi, da se že to leto toliko izboljšajo, da se borijo za naslov, da so konkurenčni v Oklahomi, mislim, da se to ne more zgoditi. Po tretji strani, kot je tudi naš pogosti govorec Matej Lahovnik povedal, s 50 milijoni bi plače, kar je več kot četrtina rosterja ekipe, bi od LeBrona pač normalno pričakovali več. Vemo, da je star, ampak je treba potem starosti tudi primerno plačo oblikovati.
Tako da jaz mislim, da letos ne morejo narediti nobenega trada, s katerim bi postali konkurenčni v Oklahomi, verjetno tudi naslednje leto ne, mogoče čez 2 leti. LeBron toliko časa nima, tako da zdaj, veš, moj edini komentar tega intervjuja oziroma podcasta je, kaj sploh LeBron želi od ekipe. Ali želi nemogoče, mislim, zakaj kritizira, ko ve, da letos Oklahomi ne morejo konkurirati na nikakršen način, razen če izpeljajo res spet nek takšen trade, kot je Luka za Anthonyja Davisa. Ja, to bi bila lahko zdaj ena pozitivna interpretacija teh izjav Richa Paula, ker po tem, kar je rekel, bi lahko tudi sklepil, da v primeru kakšnih tradov bi lahko postali pravi kontenderji, bi lahko, recimo, po njegovem mnenju, mogoče celo konkurirali Oklahomi. Zdaj, jaz se strinjam s tabo, da tradi, ki bi Lakerse dvignili na nivo Oklahome, takih tradov mogoče verjetno ni to sezono, no, niso realni. Tudi recimo, ko smo govorili o Janisu, če bi po nekem čudežu dobili recimo Janisa, bi v tem tradu izgubili preveč, da bi lahko recimo konkurirali Oklahomi, ki je ekipa, o tem pogosto govorimo, ker so res unikum v tem pogledu, ki ima 15 igralcev, vseh 15 igralcev na rosterju lahko igra pomembne minute in na tekmi in tudi igrajo pogosto, ker so imeli tudi zdaj na začetku nekaj težav s poškodbami in imajo praktično za vsakega igralca skoraj da enakomerno nadomestilo na klopi. In tega preprosto noben, ne samo enkrat, ampak dvakrat. Imajo 3 enakovredne, skoraj da, ne enakovredne, ampak 3 peterke, ki so skoraj da, no, ki so vse zelo blizu. Ker tudi če gledamo, recimo, da ne bo šla preveč v Oklahomo, ampak samo to sem želel omeniti, da Oklahoma recimo dobiva minute z SGA-jem napram drugim nasprotnikom, seveda za 20 točk na 100 napadov. Ampak minute brez SGA-ja v igri pa dobivajo za 19 točk na 100 napadov. Torej, praktično ni razlike. Enako dobri so tudi, ko SGA ne igra. Tako da to samo kaže, kako močno ekipo imajo. Ja, no, res je, da ko SGA sedi, igrajo oni tudi proti klopi nasprotnih igralcev. Se nima veze, če gledaš druge peterke, če nimajo takega net ratinga. Ali pa druge ekipe za zvezdniki ne igrajo tako brez zvezdnikov v igri. Recimo Lakersi so minus, ko Luka sedi. Nuggets so minus, ko Jokić sedi. To je bolj pogosto kot ne vzorec v mnogih ekipah, ali pa vsaj nek neutralni net rating imajo v teh minutah, ampak da so pa plus 19, Ja, in znan športni novinar je dobro rekel, če bi dali Oklahomo na pol, bi še vedno obe ekipi prišle v play-offe. Tako močna je zdaj Oklahoma. In tudi, če manjka po 3, 4, tudi do 5 igralcev, in to ne 5 igralcev od 10. do 15. najboljšega, ampak lahko tudi recimo 2 iz prve postave, pa 3 pomembni rotacijski, bo še vedno zmagala in to ne tako komaj, ampak za 10-15 pik razlike. Ja, statistika to potrjuje. Zdaj, pri Lakersih pa je problem in te line-up številke, torej net rating različnih peterk, razkriva te probleme, o katerih govorimo. Recimo, ko je Luka na parketu, tudi brez AR-ja ali pa brez AR-ja in LeBrona dobivajo te minute, ampak ko je pa na parketu z AR-jem in LeBronom, pa te minute zgubljajo. In so v bistvu boljši v minutah, kjer recimo, ne vem, Smart igra na mesto AR-ja, na mesto Reevesa. Tako da je problem tudi te kombinacije 3 ball handlerjev, kjer recimo na tej tekmi proti Spursom so Reevesa konstantno napadali v obrambi celo tekmo. Harper, Castle, tudi Fox, v bistvu vsakega, ki je pokrival, je bil praktično avtomatičen koš, pa ni bil on seveda glavni krivec, niti približno, da me ne bo kdo narobe razumel, ampak dejstvo je, da recimo ni
pozitiven, ni plus v obrambi, je v najboljšem primeru nek nevtralen igralec. In če nima dobre napadalne tekme, kot si že omenil, Marko, je to že spet ena stvar, ki jo ne morejo nadoknaditi. In nekaj, na kar lahko računaš na vsaki tekmi, seveda, če imaš prave igralce takega profila, kot je Smart, samo mogoče malo mlajše, pa malo bolj zdrave, ampak podobnega profila, lahko na njih računaš na obrambo, od njih na odlično obrambo na vsaki tekmi. Zdaj, od Austina Reevesa ne moreš računati na vsaki tekmi, da bo igral. Seveda ne tako, kot je igral zdaj na začetku sezone, kjer je bil odličen, skoraj 29 točk na tekmo, ampak verjetno zdaj zna pride tudi do malce tega regression to the mean, kot pravijo, torej te regresije na neko njegovo bolj realno povprečje, ki pa je verjetno kakšno točko, 2, 3, mogoče 4 manj. Še vedno je, recimo, če je igralec, ki lahko daje redno 25 točk, seveda na učinkovit način, je to še vedno velik plus za ekipo. In smo videli, da z Luko skupaj dobro funkcionirata, ker lahko recimo zraven potem da JJ Austina Reevesa. Zdaj LeBron na zadnjih 2 tekmah je odlično igral. Vse tudi na tej tekmi je bil v bistvu statistično čist dober, ampak v obrambi še vedno, recimo, ne vem, na kater stream oziroma prenosi poslušal, ampak na tistem, ki sem ga jaz poslušal, je Stan Van Gundy komentiral in je Luko večkrat kritiziral za počasno vračanje v obrambo. Ampak LeBron se še realno še večkrat ni vrnil v obrambo. Ena akcija, ko je žogo izgubil, mu je malce slabše Austin Reeves podal, ampak jo je izgubil in niti takrat ni tekel recimo nazaj v obrambo, nazaj v tranzicijo. In tukaj dejansko, mislim, se mi je zdelo nefair strani Stana Van Gundyja, da izpostavlja Luko, ker si konstantno videl primere seveda različnih igralcev na Lakersih, ki so se prepočasi vračali v obrambo. V končni fazi je pa to že spet tista stvar, s katero smo pa v bistvu začela ta space. Torej tisto pomanjkanje atleticizma in hitrosti, ki jo rabiš seveda, predvsem v obrambi, zato da se lahko vračaš pravočasno oziroma da imaš vedno ne samo z enim igralcem, ampak s 3, 4, vsaj 3 igralci, ki se vedno recimo pravočasno vrnejo in so obenem tudi dovolj atletski in visoki, da lahko pokrivajo take luknje. Tako da tukaj dejansko imajo Lakersi problem z rosterjem in v končni fazi je kakšen trade edina rešitev oziroma možnost, da lahko recimo malce zmanjšajo to luknjo oziroma ta zaostanek za OKC-em. Zdaj, kot si rekel, Marko, verjetno ne glede na to, kater trade naredijo, tega zaostanka ne morejo izničiti ali pa ne morejo priti na nivo OKC-ja. To je jasno, ampak sezona je dolga, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi, kakšna poškodba v play-offu. In se ti recimo lahko odpre pot v finale. Jaz v vsakem primeru, že spet, sem v bistvu bolj na strani Richa Paula, oziroma če res pritiska na vodstvo, da naredijo nekaj, se mi zdi, da se vseeno splača nekaj narediti, no, ker naslednjo sezono ni nobenih garancij, da bojo recimo za tem denarjem, ki ga bojo imeli, lahko dobili prave igralce ali pa izpeljali prave trade. Ekipa je, hočeš, nočeš, a veš, v končni fazi si to, kar je tvoj izkupiček zmag in porazov. In še vedno imajo dovolj zmag in dovolj malo porazov, da lahko vidiš, da ta ekipa lahko nekaj naredi. Še posebej, če upoštevamo to, da do zdaj praktično celo sezono niso bili kompletni. Če ni manjkal LeBron seveda dolgo časa, pa Luka nekaj tekem, pa tudi Reeves nekaj tekem, so pa manjkali drugi pomembni ključni igralci. Je manjkal Hachimura, je manjkal Smart zdaj dolgo časa in so tisti najpomembnejši, najboljši igralci te ekipe, vsaj če gledamo tistih najboljših 6-7, skupaj odigrali do zdaj tekmo ali 2. Tako da tukaj je seveda že samo za tem, da odigrajo več tekem skupaj nekaj prostora za napredek. Ampak ne pa dovolj, da lahko brez kakšnega trejda
povsem odpravijo te pomanjkljivosti, ki jih ima ta ekipa. To pa lahko samo strejdi naredijo. Ja, te pomanjkljivosti bodo strejdi poskušali zapolniti. Mislim, da bo zelo, zelo živahen ta trade deadline, ki bo se zaključil kdaj, po moje, tam nekje sredi februarja, nekaj takšnega, ampak začelo se bo trade že po 15. decembru, ko lahko zamenjajo igralce, ki so letos podpisali nove pogodbe. In tukaj bo kar nekaj ekip, ki bodo razprodajali igralce, zato ker niso zadovoljni s svojim rezultatom. Tu lahko menimo Pelikane, Sacramento Kings, mogoče bodo celo Clippersi kaj iskali, Utah Jazz sigurno, seveda Dallas Mavericks tudi želijo nekaj igralcev spraviti iz ekipe, zato da se izboljšajo za prihodnost. Memphis Grizzly bodo želeli se malce izboljšati ali pa mogoče narediti nek reset po teh težavah z Ja Morantom. In tu govorimo samo o ekipah iz zahoda. Na vzhodu bodo tudi Brooklyn Nets aktivni, Chicago Bulls, ki gre zdaj precej slabo po dobrem začetku, bodo tudi želeli izboljšati ekipo, mogoče celo Milwaukee Bucks. Če tradejo Janisa, se bodo želeli rešiti še kakšnega igralca, tudi Hornetsi, ki bodo verjetno zdaj gradili okoli Knopla. Tako da ekip, ki se želijo rešiti igralcev, je precej in mogoče bodo Lakersi našli kakšne dobre, upam, da predvsem igralce za svojo klop, s katerim bodo ne sicer pokrile ta manko do Oklahome, ampak mogoče postali druga najboljša ekipa na zahodu. Ja, ena od novic, ki sem jo včeraj zasledil, je bila, da se Lakersi pogovarjajo s Pelikani o potencialnem tradu za Herba Jonesa, oziroma da so jih poklicali, ampak obenem pa vsaj prihajajo informacije iz vodstva Pelikanov, da cena za tega igralca ne bo nizka, oziroma da bo potrebno več first round pickov, multiple first round picks. Tako da to lahko pomeni vsaj 2 in 2 je absoluten minimum, čisto možno pa, da dobijo 3. Tega pa seveda Lakersi zdaj med sezono nimajo in to je še en dodaten problem, ko govorimo o tradih, da namreč imajo samo en first round pick. Poleti bojo imeli na voljo 3. Dobijo še 2 dodatna, ampak do poletja imajo pa samo enega. In zdaj s tem je težko kaj konkretnega, kaj večjega narediti, oziroma dobiti igralca takega kova, kot je Herb Jones. Zdaj, omenil si nekatere druge ekipe, tukaj bi lahko bili kakšni zanimivi igralci, do zdaj smo recimo omenjali tudi nekaj Keona Ellisa iz Sacramento Kingsov, tako da tukaj je nekaj zanimivih igralcev, ki bi jih lahko Lakersi morda dobili tudi za temi asseti oziroma tem first round pickom, ki ga imajo. Kaj dosti več pa verjetno ne, ampak v tej situaciji bi jim že to dosti pomagalo. Se pravi, nekako jaz ne maram ta koncept izgubljenih oziroma prehodnih sezon, tega je imel Luka že absolutno preveč v karieri. Takih sezon v Dallasu in zdaj že spet imeti 1, 2, 3, kaj pa vem, koliko prehodnih sezon in potrpežljivosti pri grajenju ekipe, medtem ko, ne bom rekel zapravlja kariero, ampak ko nima recimo nekih resnih možnosti za borbo za prstan. Ne vem, nočem več tega gledati, oziroma se mi je res škoda za to vzbujati in tudi to sezono se za dosti manj tekem v živo zbujam kot v preteklih letih. Tako da, ker bi rad seveda videl ekipo, ki se bori za nekaj konkretnega in jih je potem tudi bolj zanimivo gledati. Iz tega vidika pa seveda ne vem, koliko lahko naredijo to sezono, kot sva zdaj govorila, ampak bomo videli, kot sva rekla, mislim, se smo že nekaj govorili o tem. Zdaj čas, da Pelinka dejansko zasluži svojo plačo, svojo milijonsko plačo, ker vsi premiki do zdaj so mu nekako padli v naročje, vsaj ko gre za ta letošnji roster, seveda na čelu z Luko, ampak tudi Ayton in Smart, 2 dobri
pridobitvi to sezono sta v bistvu prišla zaradi Luke oziroma preko povezav z Luko. Oba je Luka tudi rekrutiral, kot pravijo, oziroma poklical, s tem, da seveda Eton ima tudi istega agenta in je tudi on pri tem premiku pomagal. Tako da mora zdaj Pelinka seveda pokazati dejanske sposobnosti dobrega GM-a in seveda tukaj pokazati, koliko je vreden. Zanimivo je bilo tudi, ne vem, če si videl, ravno kar je Atletik objavil en GM survey, torej anketo med generalnimi direktorji oziroma športnimi direktorji lige. In Pelinka ni bil med najboljšo 15-terico, na 17. mestu je bil med najboljšimi GM-i in mislim, da je to kar realna ocena drugih GM-ov. Presti je bil seveda na vrhu, ne vem, če lahko najdem, da natančno pogledam cel seznam, ampak ja, bo mogel zdaj pokazati kvaliteto top 10 GM-a, je tista moja poanta tukaj. Če je pa tega sposoben, ja, tukaj pa lahko tako debatiramo, kakor pri Austinu Reevesu, koliko je vreden in kakšno pogodbo si zasluži. Bomo videli, tako kakor pri Austinu Reevesu, bomo videli v play-offu, bomo videli pri Pelinki zdaj pri teh premikih, ki jih bo naredil v naslednjih mesecih. V naslednjih mesecih dejansko. Februarja je zdaj konec tega prestopnega roka, ki, kot si povedal, se začne zdaj nekako uradno s 15. decembrom, ko so lahko tradani tudi igralci, ki so letos podpisovali pogodbe. In potem seveda poleti bo seveda tudi pomembno, kaj bo naredil, ker takrat bojo pa imeli ogromno cap spacea, prostega denarja v proračunu in bo tukaj mogel tudi pokazati določene sposobnosti. In upam, da bo, no, ker na nek način se pravi, mi je škoda govoriti o tradih, ko bi rad v bistvu več govoril o sami košarki. Recimo, če bi bili OKC fani, bi lahko vsako tekmo delali 1-urno analizo in pisali speve njihovi igri in se vse detajle poglabljali. Tukaj, ko pa je roster omejen na tak način, da v bistvu ne moreš teh lukenj pokrpati do te mere, da se seveda že spet lahko do določene mere, ne pa do te mere, da lahko recimo rataš resen kontender, so pa seveda zaradi tega te debate o tradih toliko bolj aktualne in zanimive, ker se vidim tudi fani nasploh o tem ogromno govorijo, tudi slovenski spremljevalci Lakersov. Evo, za konec lahko še malo pokomentiramo komentarje. 3 so se nabrali v tem času, ko so govorila. Janez bi že danes dal Austin Reevesa za Janisa. Mislim, da ni vprašanje, če bi to naredil, vprašanje je, kaj treba dati še zraven. Če treba dati zraven še first round pick, pa enih par igralcev iz klopi, jaz bi to naredil, imel pol Janisa v ekipi. Ampak mislim, da bi znali druge ekipe dati več za to. Igor pravi, da bi že nocojšnja tekma lahko imela drugačen rezultat, če bi JJ namesto Gabea, Hachimure in Reevesa igral več Tiera in Vanderbilta. Sprašuje se, zakaj Tiero ne igra več, ki naj bi bil po njegovem edini mladi igralec, ki bi ustrezal potrebam Lakersov. Mislim, ko ekipa želi zmagovati, ko ekipa želi ostati na 2., 3. mestu zahodne konference, mislim, da ne more namenjati po 15-20 minut na tekmo nepreverjenim mladim igralcem, kot je Tiero, ki bi sicer pomagal ekipi, ampak le v obrambi. In takšnega igralca že imajo, to je Vanderbilt, pa ga nič ne igrajo. Mislim, da tudi zato, ker Tiero, pa predvsem Vanderbilt, so meni zelo všeč kot small ball centri, ki pa v tem trenutku ne morejo igrati te vloge, zato ker že imajo Lakersi 2 solidna centra. Danes so v bistvu na koncu tekme, takrat, ko so se najbolj približali na tistih 8 točk, jim je to uspelo v bistvu small ball peterko. Za nizko peterko Luka, Reeves, LeBron, Hachimura in Smart je bila v bistvu peterka, ki je zmanjšala razliko
in ki je v bistvu dobro delovala, oziroma na trenutke celo bolje delovala, ne samo v napadu, ampak tudi v obrambi. Zdaj, deloma, oziroma tudi zaradi tega, ker so Spursi, ker je nekako trener Spursov poslal nizko peterko na parket in potem, ko je nazaj vrnil njihovega centra, zakaj mi zdaj uhajam iz Celticsov, je prišel Korneta, ja, Kornet. Ko je vrnil Korneta, se je pa takoj že spet v bistvu spremenilo in so na koncu pol tudi zanesljivo dobili Spursi tekmo. Tako da rabijo rešitev, ja, mislim, jaz načeloma nimam, se v bistvu strinjam z Igorjem, no, s tem komentarjem. Se mi zdi, da bi lahko JJ, predvsem zaradi tega, ker res nič ne dobimo zadnjih 10-15 tekem, recimo od Jakea LaRavie ni nič, dejansko nič. Že ravno prej sem gledal njegovo statistiko, zadnjih 15 tekem meče iz igre, pa igra več kot 20 minut, skoraj 21 minut na tekmo, daje malce več kot 5 točk, 35% met iz igre, 25 za 3, en skok, ena podaja, se pravi, nič ne daje v bistvu. Zraven pa tudi v obrambi nič ne pridodaje. Za Gabe'a Vincenta isto. Enako bi rekel, v zadnjih tekmah, ko igra, je v bistvu minus za ekipo, v napadu in obrambi. Tako da jaz tukaj ne bi imel nič proti, če bi JJ ponudil nekaj minut. Zdaj, strinjam se s tabo, Marko, na mladega igralca, na rukija, načeloma ne gre računati, ampak glede na to, kako slabo recimo igra LaRavia, bi jaz rekel, slabši ne more biti, no. Mislim, vsaj v obrambi bo več dal od sebe, pa tudi, če zgreši potem vse, a veš, sej sem omenil, Jake LaRavia meče zdaj že tam, skoraj da en mesec meče 35% iz igre. Zdaj, od tega bo težko Tjero slabši. In jaz bi absolutno poskušal z njim kakšno minuto, recimo, vsaj probaš mu, daš 5 minut v prvem polčasu, pa vidiš, kaj naredi, in pol, če recimo pogrne, dobro, ga prikuješ na klop, ampak da mu pa ne ponudiš niti 1 minute na tekmi, kjer jim manjka ravno en, vsaj na papirju, en tak igralec. Ne vem, se pravim, se strinjam z Igorjem, no. Pa ta komentar Janisa, da danes daje Arja za Janisa, mislim, vse realno tudi Pelinka, če bi bil ta deal na mizi, če bi dobil tako možnost, seveda tukaj ne razmišljaš dosti, potem narediš ta deal, ampak seveda samo AR ne bi bil dovolj, verjetno tudi samo iztekajoče pogodbe ne bi bilo dovolj, verjetno bi bilo treba zraven dati Ruja Hachimuro, še kakšne druge igralce, predvsem ko gre za seveda rotacijske igralce. In vprašanje, kdo bi pol ustal, in pol bi dejansko imel verjetno samo LeBrona, Luko pa Janisa in nič drugega. S 3 igralci pa ne moreš igrati proti 5 ali pa 15, kot v primeru OKC-ja, seveda. Tako da ja, Liam je še rekel, da nas je vprašal, kaj si mislimo o tradu Austin Reevesa za Herba Jonesa in Trey Murphyja, ali pa Austin Reeves za Herba Jonesa in Ziona. Zdaj bi rad Jana Lakers fana iz našega četa bi rad dobil na ta space, ker on ne ga zvijo vsakič, ko kdo predlaga kakšen trade za Austina Reevesa, in nasploh Lakers fani, ker so Reevesa seveda draftali Lakersi in je nekako domači igralec, vidim, da so zelo emocionalno vezani na Reevesa. Sem videl po tej tekmi, recimo od tistih velikih Lakers accountov, dosti več kritik Luke kot pa Reevesa. Ker se vidi, da Luka na nek način še ni čist njihov, Austin Reeves pa je, ker so ga draftali in ga tudi dosti več branijo. In opažam seveda tukaj določeno pristranskost, ampak izvoli, Marko, ja, kaj si misliš o tem, kar je napisal Liam? Ne vem, koliko bi to izboljšalo ekipo. Mislim, da bi jo, zato ker dobijo nekaj atleticizma, sicer seveda izgubijo kreacijo
in ob Lebronu, ki bo verjetno odšel to sezono, bi ta kreacija torej za druge precej padla na ramena samo Luke in bi spet bili v Dallasu izpred 4-5 let. Ampak jaz mislim, da bi bilo treba poskusiti še druge variante, preden bi se nekdo odločil za trade Austin Reevesa. Jaz mislim, da Austin Reeves je lahko drugi najboljši igralec šampionske ekipe, mogoče celo tretji. Ampak drugi verjetno, če nadaljuje s takšnimi igrami kot iz začetka sezone, minus te dve zadnji, jaz mislim, da se splača graditi okoli njega in Luke. To pa pomeni, da je treba še kakšno leto ali dve počakati, da se do te šampionske ekipe pride. In mislim, da druge izbire tudi ni, kajti v tem trenutku res ne vidim trejda ali pa več trejdov, s katerimi bi Lakers se tako na hitro izboljšali, da bi bili čisto blizu Oklahomi. Ja, mislim, ko rečeš, da je Austin Reeves lahko drugi najboljši igralec šampionske ekipe, jaz nisem absolutno prepričan v to. No. Jaz, če mi rečeš tretji ali četrti mogoče, rečem četrti brez problema, tretji verjetno tudi, drugi najboljši igralec šampionske ekipe, to pa ne bi dal roko v ogenj na tej točki, še posebej glede na to, da tega recimo v play-offu do zdaj od njega še nismo videli. Recimo zdajle je drugi najboljši igralec Lakersov to sezono, ampak še vedno moramo počakati na play-off. In se zdi recimo, da ko igra proti ekipam, proti takim ekipam, kot je recimo San Antonio, kot so San Antonio Spursi, kjer ga pokrivata, smo rekli, imel probleme v obrambi s Harperjem, Kesslom, ampak je imel probleme tudi v napadu, ko so ga te pokrivali, ko ga je Harper pokrival, močnejši, hitrejši, višji igralec od njega. In vidimo recimo tudi to sezono, ko načeloma odlično igra, ampak proti Oklahomi je dal 13 pik, 33% met. Omenjali smo te tekme, kjer Lakersi niso bili dobri. Proti Phoenixu 16 pik, 40% met. Proti San Antonio Spursom zdaj 15 pik, 37% met. In ravno recimo na takih tekmah proti dobrim ekipam, ki jih bo tudi v play-offu srečal, kjer bojo še bolje pripravljene na njega, je seveda še vedno neznanka. Je on sposoben dejansko biti, recimo, druga opcija v ekipi, tudi ko se nasprotniki dobro pripravijo na njega. Recimo na začetku sezone on ni bil še povsem pri vrhu vsakega scouting reporta. Mogoče ni bil niti med prvima dvema ali pa tremi igralci. Dober. Na začetku sezone, ko Lebrona še ni bilo, je bil mogoče med prvimi tremi zagotovo ali pa tudi med prvima dvema kdaj, ampak ni bil pa povsem maleš na vrhu. Zdaj je pa že na nekaterih tekmah bil in so se ekipe bolje pripravile na njega, tudi bolje recimo pripravile celotno obrambo. In tukaj je še kar nekaj neznank, no, Marko. To je tisto, kar želim reči, da nisem tako prepričan, kot si izgleda ti, v to, da je lahko Reeves druga opcija. Jaz mislim, da ima ta potencial, je to možno, ampak pa, kot si ti tudi rekel, če poleti začnejo zdaj ta proces grajenja ekipe okoli Luke in Reevesa, podpišejo Reevesa, mu dajo max ali blizu maxa in gradijo ekipo okoli njih, potem res, že spet pridemo do tega. Jaz ne vem, nočem še 2-3 leta gledati Luko v ekipi, v eni ekipi, ki je v tem tranzicijskem procesu grajenja nekega kontenderja, kjer ne bojo dovolj dobri, da bi lahko resno računali na borbo za naslov. Luka je na tak način izgubil že preveč sezon v karieri in jaz tega nočem več gledati. To smo dali skozi. To dajo igralci. Ampak če nočeš več gledati, ne vem, če imaš kakšno izbiro. Ja, ne, sej, mislim, ja, v končni fazi je to res, ampak ne vem, v vsakem primeru, že spet, mislim, da so to, da imajo neko okostje, okoli katerega se da graditi.
Ampak zdaj, če gledamo samo ta roster, ki ga imajo letos, mislim pa, da imajo tudi dovolj, no, da bi bilo pametno mogoče malce riskirati, no, oziroma preudarno, oziroma bi bil to dober rizik, no, oziroma hočem reči, oziroma, da slabega rizika na nek način ni, no, če imaš Luko, LeBrona in Austina Reevesa kot prve 3 igralce v ekipi, no, ob vseh stvareh, ki sem jih zdaj povedal, a veš, na nek način, če se LeBron vrne, zgleda, da se počasi izboljšuje in vrača vsaj blizu temu lanskemu nivoju, in če nekako pride do tega lanskega nivoja po kakšnem mesecu igranja, glede na to, da praktično do 2 tednov nazaj ni nič igral več mesecev, je to še vedno realna možnost, potem bo Reeves tukaj tretja opcija. In če je tretja opcija, potem imaš dobro ekipo, če seveda obkrožiš te 3 igralce z primernimi roleplayerji. In tukaj se spomnimo, kakšno razliko je recimo tisti trade za PJ-ja pa Gafforda naredil za Dallas Mavericks v tisti sezoni. Iz ekipe, ki je bila recimo tam top 4-5 ekipa, so postali resna šampionska ekipa. In nista bila to neka velika trada, to sta bila 2 manjša trada. Noben ni omenjal, v bistvu niti ni mislil, da bo Dallas zaradi tega postal kontender, resen kontender, ampak tisti, ki smo pa spremljali ekipo, smo pa vedeli, da ne rabijo dosti, da v bistvu rabijo samo zapolniti oziroma pokrpati določene luknje, ki so jih imeli na krilu in pod košem, in so lahko za seveda Luko in Kyrijem ekipa, ki lahko pride celo do finala, in jim je to uspelo. Če bi zdaj uspel Pelinki nek podoben trade, in tukaj mislim, da bi se tudi splačalo riskirati, pa mogoče še kakšen swap dati, ker recimo ena stvar, ki jo mnogi pozabljajo, da je takrat v bistvu Dallas dal, in vse bolj se seveda spekulira, oziroma vedno več novinarjev poroča, o tem smo tudi že govorili, da so to premiki, ki jih je takrat delal Lindsay, ne pa Nico Harrison, ker Nico Harrison je hotel Kuzmo takrat v ekipi, Lindsay je pa baje lobiral za Gafforda in PJ-ja Washingtona, in s tem premikom so že naredili dovolj. In to sem hotel reči, da takrat tudi Dallas je imel samo enega first rounderja, ampak so en swap naredili za ravno Oklahomo, ki bo zdaj verjetno dobila zelo dober pik, ker je potem Niko seveda zrušil ekipo, ampak lahko dobijo tudi kakšen dodatnega first rounderja Lakersi, če se odločijo, da naredijo swap s kakšno ekipo, torej menjavo. Obljubljajo, da bojo v določeni sezoni jim dali svoj pik, če bo ta seveda boljši od ekipe, s katero delajo swap, in jim oni v zameno pošljajo enega first rounderja, recimo za letošnji draft. Nekaj takega bi lahko recimo Lakersi naredili. In jaz ne vem, no, jaz bi rad videl, no, da so pogumni, no, to sezono. No. Nekateri, tukaj je zelo razdvojeno mnenje, vidim, nekateri mislijo, da bi bilo bolje, če bi šparali in čakali, drugi mislijo, da je bolje, da tako kot Rich Paul, da grejo all in nekako to sezono že in naredijo, kar se da, da izboljšajo ekipo. In jaz sem bolj v tej skupini ljudi, ki mislijo, da bi lahko že to sezono bili bolj konkurenčni, če bi naredili kakšen trade. No. Ampak bomo pa videli, Pelinka je bil do zdaj vedno bolj previden kot ne. No. Mislim, več sezon. Tako da, če gledamo zgodovino, se zna zgoditi, da bo čakal. Ampak tega čakanja se pa seveda, kot sem dejal, potem precej bojim. Ja, da ne bo seveda trajalo predolgo. Tako, dali smo skozi analizo tekme, malo povedali o tradih Lakersov. Zdaj pa Matej, mislim, da se je hotel še Showtime malce oglasiti. Bomo prešaltali na angleščino, oziroma vidva s Showtimeom. Jaz sem tle zaključil počasi. Ali kako? Ja, je rekel, da se bo mogoče oglasil. Bom jaz mu poslal vabilo. Vidim, da je še nekaj komentarjev tukaj, lahko mogoče na hitro še to sam pokomentiral, ker vidim, da
da Andrej, ki zelo rad pogosto trola, je napisal, da lahko Lakersi podpišejo SGA in bom videl Donketa, da tudi kaj usvoji, kar je seveda skrajna neumnost, ker če bi Luka imel SGA-jevo ekipo, potem bi on imel že 2 naslova, glede na to, da je slabšo ekipo izločil SGA. Če daš pa SGA v to ekipo Lakersov, so pa tudi oni slabši. 2 različna igralca, sicer SGA ima izjemno sezono, ampak bodimo resni, no. Ni boljši od Luke, ne glede na to, da je lani dobil MVP in Finals MVP, ampak tukaj je pa vse odvisno od ekipe, ki jo imaš okoli sebe. In SGA ima najboljšo ekipo v ligi, Luka ima pa ekipo, ki jo podobni kot si ti, ki so jim, mislim, da tudi ti si napovedal, da ne bojo niti v play-inu pred začetkom sezone, tako kot mnogi pandenti in komentatorji, zdaj so pa na drugem ali so mogoče padali, kaj po tej tekmi mogoče na zahodu. Ampak še vedno med prvimi 3-4 ekipami, še vedno so drugi, vsaj če prav vidim. Oziroma, a je ta tekma štela za reden del sezone, Marko? Je, da razen finala, ker vidim, da niso neke seveda, statistike samo finale ne šteje za redni del sezone. Vse ostale tekme, tudi pokala pa ja. Ja, sem vidim, da na ESPN-ovih standingih pa še niso updatali oziroma dali te tekme v statistiko, no, tako da zaradi tega sem vprašal. Drugače sem tudi jaz mislil, da ne bojo, da šteje in da samo finalna ne šteje. Igor je napisal tudi Hachimura in Nejar sta dala približno 60 minut in 23 košev ob katastrofalni. Sta igrala približno 60 minut in dala 23 košev ob katastrofalni obrambi. Slabši. 70 minut. Ja, pa mislim, da ne dala 23 košev, misli dobila 23 košev ob katastrofalni obrambi. Slabša ne morete biti, glede na njihov trade kapital. 23 pik sta dala, ne, ampak koš, Mene recimo bolj motilo minus 25 v 9 minutah Larevije, ne, ampak okej. No, sej, s to tekmo smo zaključili, Showtime se je priključil, da nas ne bo še, nas čaka že 1 urco skoraj. Jaz sem zdaj počasi poslovil, bom bolj poslušalec. Matej, izvoli. Ja, če želiš pa še kaj dodati, se še kar oglasi, jaz imam še ene pa urce, tako da bo še kakšno Showtime rekla, drugače ta posnetek bo pa seveda tudi na voljo do te točke na našem YouTube kanalu Sportinfo in seveda na vseh podcast platformah, Spotify, Apple Podcast, posod Sportinfo, tako da najdete vse posnetke teh debat tudi na teh platformah. To je to za zdajle. Showtime